Dobro jutro, dobrodošli v novem tednu. Mislim, da sem bila zjutraj že kar produktivna. Zložila sem perilo, oprala en stroj. To mi je tako najboljš, ko takoj zjutraj zrihtam take stvari. Kaj sem še kaj? Mislim, se ne sme, da sem ful naredila, no, ampak tako. Potem sem kafe spila, malo brala, narezala tole, oziroma naredila pripravo. Kako je že ono, sem vodo polila. Skratka, zdaj bom skuhala te pirine njoke, pa gobice bom še malo za porabiti, pa brokoli. In to bo v bistvu moj brunch. Dobro jutro, da sem vstala in sem naredila kafe in bom brala. Če sem ful brala, ker sem tle lepo spravljala, tako da danes bom več brala. Zajtrk sem si naredila jajčka, sirček pa kruh. Sem ugotovila, da sem pozabila citate brati. Še včerajšnji. Si na poti, da življenje uvedeš pozitivne in trajne spremembe. Današnji. Kupi si starinsko budilko. Če za budilko uporabljamo telefon, se skoraj ne moremo izogniti temu, da najprej pregledamo vsa družbena omrežja. Ja, no, jaz ne. Prebrala sem tole poezijo iz Bosne, ki sem jo kupila zdaj. Emina Elezović, Srce zapušteno kao malinjak, bosanska avtorica iz Sarajeva, 92-letnik, še mlajša od mene. Odgledam, zelo lepa poezija, zelo žalostna sicer, ampak mi je bilo vseeno všeč, ker se mi zdi res taka iz srca pa iskrena. Pa v bistvu ful zanimivo. To bi bilo bile kot kratke zgodbe, ampak je, hvala Bogu, poezija. Mislim, to je čisto moj vidik, ni to nič, da je ona, ki je rekla o tem, ne, sam tok. Odgledam 4 zvezdice, mi tak z veseljem obdržim. Ful mi je lepa naslovnica. Tako, pač hudo, zakon. Da se pa pičimo v službo. A ja, pa tlele na seznamu, jo prečrtam, se da najkrat najdem. Aha. Jej! Bom kar označila 4 zvezdice. Dobro jutro! Danes sem zjutraj. Pol po službi se pa dobim z Julijo. Današnji citat, pa te afirmacije. Sem tukaj in zdaj. Z lahkoto sprejemam pohvale. Sem neustavljiva moč narave. O, zakon. Včeraj sem dobila še tole po pošti, ko sem v prednaročilu naročila. In sicer Eva Mahkovic, Pogovori z Bogom. Ona je dramaturginja, praktična dramaturginja, prevajalka, predavateljica dramskega pisanja na AGRFT, avtorica romanov, se pravi 2 dramskega besedila. Pojma nimam, o čem se gre, ampak sem hotela podpreti. Nač, piči na bus. Dober dan, lep pozdrav, evo me z Julijo. Kje si? Pa bolano dobro zgleda. Se mogoče baš. Krofi. Da vidimo, kaj je to. Boš pa trojanski. No. U nas pa mi grob. Dobro jutro. Koliko je temno. Neko zgleda, da imam neko temno šminko. Ful je megleno zelo, tako zanimiv. Današnji citat, se pravičujem za moj glas, ampak je še jutro, ne? Vsak dan se odloči, da si oprostiš. Si le človek z napakami, predvsem pa vredne ljubezni. Alison Mollay. Pa sem še tole bi predstavila, če sem prebrala tole knjigo. Carlos Pascual o pričakovanju Kitajcev. Govori v bistvu o Mehičanih, ki potem sodelujejo s Kitajci, pa tako razne zgodbe so, sicer istih oseb, ampak z vidika različnih ljudi. In sem bila ful zmedena na začetku glede tega in prvih
mahine 50 strani. Tako, sem že skoraj nehala brati, ampak li zato, ker me pač Mehiko je moja, ne vem, srce tam, ne vem zakaj. In zato, ker me pač toliko zanimalo Mehika in vse to sem nadaljevala in vse sem vesela, sem napravljala, ampak ne vem, sploh ne znam razložiti. In vmes, ko sem brala, sem lovno, kaj jaz pa berem, aj čuden stil pisanja, ne vem. Mam je bila čudna, sicer cenim s 3 zvezdicami, zato ker je vseeno bilo, da bereš recimo neko kriminalko, no sicer tle se ni toliko nekih zločinov dogajalo, ampak je tako biznis pa take neke stvari. Tako da ja, zdaj, če me vprašaš, a bi jo priporočila, ne, razen če te res Mehiko toliko zanima, da pač jo moraš prebrati, drugače pa ne. Tako. Se pa začenjam z naslednjo, začenjam pa z Pogovori z Bogom od Eve, od včeraj, sem jo kupila. Zato, ker me ful firma smatra, a jo čeka sem z Julijo. Sva šli v knjigarno Sanje, res ta trgovina me res, knjigarna res sanje. In sem pol vzela tole Zvezdane Mlakar, Pogovori, ki so mi spremenili življenje, pa znižala na 15 €, tako da to je to. Nič, me lep dan, mi dva z Dragim greva pa popoldne na kavico s kolegom in s kolegico, tako da se pol javim od tam. Dobro jutro, mi smo pa včeraj ostali brez plina, tako da nimamo ne tople vode, ne gretja, tako da smo malček se zmrzujemo, ampak se vem, da se nimam kje pritoževati, ker nekateri ljudje doživljajo hujše stvari, kot je vojna in tako naprej. Ampak ja, je res, ko pošle vidiš, koliko smo razvajeni, koliko vsega imamo. Mislim, se hvala Bogu, vsa lahko kuhamo. Jaz sem pa včeraj, ti pač moram pokazati, no, v ta velik lonec segrela vodo, da sem si pol nad lavorjem umila lase, ker sem bila več res masna in sem morala, tako da, ja. Dajmo res biti hvaležni za vse, kar imamo. Tako da, kar sem rekla, ja, kuhamo lahko, komot, se mrzla voda pač je, sen stroj lahko prižgem, tako da sem vsaj hvaležna za to. Ker takrat, ko je elektrike zmanjkalo, takrat, ne, enkrat, za par ur pred kratkim, takrat nič nisi mogel, a ne, tako da ja. Današnji nasvet. Loti se ponovnega branja svoje najljubše knjige. Ker imam to knjig zdaj, se bom lotila nove. V glavnem, včeraj sem prebrala tole. Od Eve Mahkovic, Pogovori z Bogom. Pač meni je bilo všeč. Ful nočem biti tako nesramna, pa nočem nikogar žaliti, ker ženska je pač poznana v teh krogih. Če me vprašaš, o čem se je šla knjiga, ti sploh ne znam povedati. Ker ni imela nobenega smisla. Tako da nočem niti ocenjevati, niti nič reči, da ne še kdo tle preganja. Tako da pač meni je bilo všeč. Je pa moje, tako da žal. Odgledala, začela sem z novo. Včeraj zvečer pa, no, da si bom pa naredila kafe, pa bom brala. Pa bom pa videla, no, zdaj ne vem, po mojem bomo kar par dni brez plina, brez gretja, no. Zdaj to malo mori. Hvala Bogu, da ni toliko mrzlo, si predstavljaš, da bi mi, ne vem, minus pa to se da zdržati, tako da tole. Ne. Če ne pa več pod dekcev, in to je to. Prebrala sem tole knjigo, se pravi Petar Andonovski, Strah od Barbara. To je iz makedonščine prevedeno v hrvaščino. Govori o možu in ženi, ki se iz Ukrajine, oziroma ko se zgodi černobilska katastrofa, priselita na grški otok Gautos, zelo izoliran otok. In dve protagonistki pripovedujeta zgodbo, se pravi, ena je Penelope, ki je Grkinja, druga je pa Oksana, ona pa iz Ukrajine. Tako zelo, taka žalostna knjiga, sicer zelo realna, zato tudi le piše, da je prava osvežitev na regionalni književni sceni. Se je res, ampak jaz sem skozi čutila to neko anksioznost, kako v bistvu preživljajo dneve, te ženske so skozi doma, hočejo iz otoka, pa se nekako sanjajo o tem, da bi šle. Zelo taka žalostna, no. In sem vesela, da je kratka, da sem jo pa res čim prej prebrala. Malo čez 100 strani ima, no. Cenim jo 4 zvezdicami, ful je bila prevedena.
v ne vem koliko jezikov. Napisal je tale Petar, on je Makedonc, napisal je zbirko poezij, potem je napisal prvi roman, pa drugi in ta je tretji. Potem je pa že četrtega objavil. Evo, sem si naredila zajtrk, tako da se vsaj s tem malo ogrejem. Naredila sem jajčka, pa zraven imam še sir, pa kruha, ne valjda. Tole knjigo zdaj lahko prečrtam seznama. All right. Da se grem po službo. Dober večer. Ugando je dobil plin nazaj. Prišel je plin in sem res ful hvaležna. V glavnem, danes sem šla še v Millerja. Pa sem vzela tele dve brisači za roke, ker jaz imam za roke pa posebej, pa za obraz posebej. Imam ene 3, tudi take mehne, ki so že zelo stare in ful slabe. Sem 2-krat se roke brišem in so čisto mokre in sem jih totalno sita. Tako da sem rekla, se bom vzela nove in une bom dala maticam, pač ena gospa, ki skrbi za muce. Dam jih zato, ker pač vem, da bodo nekomu prišle prav. Pa sem vzela še tole za obraz, kremo za obraz, ki sem imela porabila. Una je bila, pisala 40+, tale pa 30+, ker da po moje, da bo to bolj primerno. No, kakorkoli, ni ful razlike. Ko diši. Ne vem, kaj je to za en von. Ampak zelo diši. Pa sem vzela še tole, ker je umivalnik mal zamašen. Mr. Muscle pol-litrški stane 24, ta je bil pa 2 evra, pa je litra. Ja. Pa še 2 knjigi sem dobila, in sicer The Paris Novel, Ruth Reichel. Pa sem videla pri nekomu na Instagramu. In pa Matthew McConaughey, Poems and Prayers. To sem pa čisto slučajno našla in njega itak obožujem. Ful se mi zdi normalen človek, če je lahko normalen v Hollywoodu. In sem pač jaz z veseljem vzela tole, tako da v bistvu, ko mi čakam na tole preberem, tako da po moje bo tole kar jutr, ali pa daj. Ne vem, kaj bi dal knjige. Dragi je šel danes popoldne v Bosno, tako da pride v nedeljo zvečer. Zdaj imam pa tlele tole. Tole mi je dala Larisa, takrat, ko mi je prinesla milijon knjig. In sem danes ko potegnila in sem na ono, ful bi rada naredila une piškote, a viš vaniljevi kifelčki ali pa piškote, se nima veze, ki eno polovičko pomočeš v čokolado, potem daš pa lahko lotus kokosom, a pa pač pustiš. In se mi zdi, da bi tle lahko bilo, ampak zdaj gledam, o moj bog, tle toliko sami dobri recepti, da se bom kar težko odločila, kaj bi pripravila. Tako njam, vse je njam. My God. Daj malo, da podelim, no, se imam zdaj sam jaz. Saj že sam, ko gledaš fotke. Nara imam knjige, ki so fotke receptov. My God. To je v bistvu najbolj, da gre sam po vrsti in pripravljam, ker je vse svetovno. Kocka rdeča kapica. Višnja. Črni užitek, a je to kot saharca. Tle je margarina, ampak jaz sem mes margarine, pač tala maslo. Kolač z makom in marmelado, tole. Obožujem mak, imam ga. To je še ona old school, ko dajo tole, a veš, te krogelce, ki so užitne ali neužitne, ne vem čisto točno. Mislim, jaz jih nikoli ne povem, ko so za nič. Sandokan. Sicer bolj na baklavo spominja tale sandokan. Njam. Nič. Jutra moram biti ful zgodaj na bus, ker grem na bus prej, ker je maraton.
in bo to ful zapore, tako da se ne mučam, grem najprej, tako da srečno vsem, ki greste, mislim, itek po to, ta vlog bo potem, ko bo to že mimo, ampak tako vsaka čast, kdorkoli gre, ali je to otrok, ali je to odrasla oseba, jaz niti 1 kilometer ne moram preteči, da se ne bi zadihala. Jo, hočem kihant, bo danes bolela, preveč folka, vidim, da je prehlajenih. Nekaj se mi kiha. Ja, občudujem vsakogar, ki gre na maraton, pa je to 5 km, 10 ali 40, kakorkoli. Tako res moj poklon, pa res srečno jutro, oziroma pojutrišnje. Dobro jutro, ura je 6:50 zjutraj, vzuni je tma. Tako, ne morem verjeti. Vstala sem ob 8, no, ker grem pač prej na bus maratona. Ko sem spala, me je 2-krat zbudil komar. Jesus Christ. Ja. Načela se naredi in gremo. Še malo rdečila na usnice in poživi. Zdaj uporabljam skozi eno niso šminko za usnice ali zato, da jo porabim, ampak imam še ful za porabiti. Res, ne kupuj viška make-upa, ker to traja 100 let, da porabiš. Tako res ful dolgo traja. Lep pozdravček, evo sem prišla domov, sem se preoblekla, sem že posesala, stroj se pere. Današnji citat. Če se potrudiš, boš zacvetela tako, kot si želiš. Vredna si truda. Deborah Day. Tako, zdaj bom mogoče brala, eno knjigo končala, ampak ne vem, če mi bo ratalo, ali pa mogoče Matthewa, bom tole malo začela. Pa bom v bistvu počivala, pa gledala YouTube in jedla. To je to. Zdaj bom pa gledala Harryja Potterja in Phoenixov red. Dobro jutro. Mislim, ni več jutro. Ura je 20:11, vstala sem ob 7:30, zbudila sem se samo od sebe, brez budilke. Da takoj preberem citat. Bodi srečen, vedno se smej in ceni drobne stvari, ki jih morda že jutri ne bo več. Ed Sheeran. V glavnem, prebrala sem Haruki Murakami, Ljubi moj sputnik. Sicer je Mici napisala, da najprej preberem njegovo Norveški gozd, ampak ker sem slučajno pač na to naletela. Bom sicer šla zdaj po vrsti, no, ampak vseeno sem me hotela prebrati. Pač meni je pa ful lepa knjiga, stari. Sorry, da požgem računalnik. Odbita knjiga. Govori o 2 prijateljih, ki se res ful dobro razumeta. On je sicer zaljubljen v njo, ona pa zaljubljena v eno žensko, ki v bistvu začne sodelovati z njo. In potem se zgodba tako odbito odvije, da gresta oni 2 v Evropo na poslovno potovanje in potem ta protagonistka, v katero ta protagonist zaljubljen, zgine. In on odpotuje na ta grški otok, da pač pomaga tej ženski jo najdeti, ampak seveda nobeni sledi. Oziroma, potem se zgodba tako odvije, da ta ženska, v katero je pač ta protagonistka zaljubljena, pripoveduje to neko zgodbo, kako se je razcepila na dvoje, da ona ni več to, kar je, v tem smislu, da izgublja nek del sebe, pa se pravi fizično se je razcepila, ker se je opazovala. V glavnem, tako odbito. In on se potem vrne nazaj na Japonsko, ker itak nič ne more, nič ne gotovijo. In čez nekaj časa ga potem ta glavna protagonistka spet pokliče. Prišla sem nazaj, veš kaj, sem vse morala prestati. In potem je skoraj, da ne rečem, konc knjige. In sem bila kar a je pa res prišla? Ali ni? Ne vem, tako odbito. Je tudi omenja spolnost, ampak je vse tako lepo z okusom. Ne vem, meni so Japonci tako res nekaj posebnega, res ti japonski avtorji, avtorice, se pač res prav vidi, da imajo to neko drugo kulturo, so čist nek drug narod in ne vem, meni je pač čudovita, 4 zvezdice. Potem sem pa še prebrala tole pesniško zbirko Janeza Menarta in sicer Zadnja pomlad, to je zbirka pesmi. Naslov je zbral on, pesmi pa njegova žena in hčerka, potem ko je že umrl. In v zbirki so njegove najljubše pesmi. Pesmi so napisane v rimah, kar sicer meni ni najljubše. Govori pač o ljubezni, o vojni, o Bogu, vsakdanjem življenju, ful lepe ilustracije Ane Zavadlav. Rada bi ti pokazala te ilustracije, ker so mi tako odbite, take že dolgo nisem videla.
Takih že dolgo nisem videla in so mi ful pač všeč. Ful imam umazana okna. Nima to malo ignorirati. Ok. Ta svetloba. Jesen, a ni lepo. Pač jesen pa pomlad se itak moja najljubša letna časa in ful lepa. Pa še ena mi je bila ful všeč. Aha, cerkev, pokopališče. Ful lepe, res ful lepe ilustracije. Drugač, on se je tudi ful zavzemal za slovenščino, tako da car. 3 zvezdice ocenim. Tako. Zdaj bomo pa začeli z naslednjo in sicer z tega jesenskega seznama in že vem, katero bom. Zdaj si bom pa naredila najprej zajtrk, potem pa videi, pa ne vem, ali kakšen film, ali kaj ne vem. Če sem gledala Harryja Potterja, Harry Potter. Kaj Feniksov red, to sem že gledala. Ne vem, ali sem mogoče vse pogledala, nisem. No, glavnem, ja, mogoče bom danes še naslednjega Harryja Potterja. Mislim, da imam še 3 za pogledati. Pa da bolj vidimo, ali sem vse pogledala ali nisem. Evo, zajtrček, edin kruha nimam. Oj, evo. Druga kavica danes. Kako lepo izgleda. Čisto sem se navadila piti iz tega kozarca in sam iz tega kozarca pijem, ker mi pač res to klepa. Gledam YouTube in sem na posli, počivam, pa bom pa začela brati novo knjigo. Dragi mi je dal idejo, da grem lahko na sprehod. Sploh mi ni kapnalo. Tako v glavi imam, da je mrzlo, pa pogledam ven, je pa v bistvu ful toplo, tako da ja, grem na en kratek sprehod, oziroma bom videla, kolikor se mi bo dal, ali bo pol ure, ali bo 1 ura. Si vse tako, da grem, da se malo zmigam, pa ne malo možgane preluftati. Pa nazaj gledati YouTube. Tole je pa bilo. Čisto sem zašvicala. Pa ni spet toliko toplo. Malo ga piha. Barve so pa toliko lepe, jesenske, ti odtenki. Obožujem, stari. Obožujem jesen in pomlad. Nič. Fajn bilo se nekaj skuha za jest. Tlede razmišljam o enih testeninah, pa mesko imam, pa še sirček imam. Tako da po mojem bi to lahko kaj iz tega pričarala. Zdaj si bom testenine naredila in bom uporabila tele, ki mi je Julija prinesla z Italije. Mezga, sirček, to je to. Poper, malo popra, sol, oljček, pa malo popra. Osem minut jih kuham. S temle se počutim kot robot. Kako lepo izgleda, oh my god. Dodala sem še čist malo popra, pa malo oljčka. Alrighty. Trenutek resnice.
Upam, da je dober. Ja. Hudo. Wow, tele testenine so bile pa vrhunske. Se vem, zdaj bodo rekel, Tanja, toplo vodo si odkrila. Pa kaj sebe nimam za neko kuharico. Mislim, vem, da nisem neka kuharica. In po kaj tazga si narediti, pa tako, ko se mi zadnje čase sploh ne da kuhati. Res nekaj toplega kuhanega domačega pojesti, je tako vrhunsko. Pač, mislim, vse, kar obožujem, no, tako. Sir pa res naredi svoje. Če imela parmezan, bi bilo itak 10-krat boljše, ampak tudi ta sir je bil čisto dober. Harry Potter! Tako, čakam dragega, ampak bo ful pozen, ker je seveda gužva na meji, standard. Zdaj bom zaključila vlog. Request za frozen jogurt bom izpolnila. Res se potrudim, da bom naslednji teden. Upam, da vlogi niso dolgočasni, pač vem, da se nič ne dogaja, da se največ snimam doma. Tako da ne vem, no, če so bedni, pol mogoče da ne snimam več, ne vem, napiši mi komentar. V glavnem, hvala, da si tle, rada te imam in imej lep teden.